Lep pozdrav vsem, vemo, zakaj smo tukaj. Dogodek dejansko obžalujem, se opravičujem najprej najstnikom, potem staršem, ki jih prav gotovo razumem, da želijo zaščititi svojega otroka, to bi pri svojih 4 verjetno naredil tudi sam. Opravičujem pa se tudi vsem Mariborčankam in Mariborčanom, ker sem ravnal natančno tako, kot ne delujemo ves čas, ko se trudimo graditi mesto in odnose. In bi kljub vandalizmu, obesnosti in grobim žalitvam lahko in moral pri mojih zrelih letih ravnati drugače, manj burno, in se zato še enkrat opravičujem. Pri tem pa moram povedati, da sem želel fanta samo ustaviti in ga poučiti, da se tako z skupno lastnino ne ravna, da žalitve ne vodijo nikamor. Bil je zelo nemiren in razburjen, zato pravzaprav ta komunikacija ni bila mogoča. Bi pa bil kljub temu vesel, še to moram povedati svoje, da ga nisem ne udaril, ne davil, za roko sem ga pa prijel. In da bi bilo, glede na to, da ni naredil prav ne on, ne jaz, mogoče čas, da se srečamo zaradi mene tudi z starši in da skušamo narediti skupaj kaj dobrega. To je to, da sem čisto imate vprašanje. Torej, vi zanikate, da ste se ga dotaknili, mislim, da ste ga prijeli za roko, da ga niste fizično napadli, ker po besedah starša in pač tem zdravniškemu kartonu ima neke modrice na vratu in poškodovano koleno, ne? To zdaj ne vem, kot imam poškodovano koleno pa modrice na vratu, jaz ga prav gotovo nisem dal, sem ga pa ostavil. In potem je kako ta komunikacija tekla med vami in tem fantom? Tako, da sem mu skušal povedati, da to ni prav, kaj je naredil. On je trdil, da lahko te žoge vzame, zdaj je vse, pri tem so podrli in tudi odtrgali tisto posodo, ki je namenjena ponovni uporabi. Potem je rekel, da bo klical očeta, sem rekel, no to pa ko me čakam, da tudi očetu povem, kaj je bilo, in sem tudi očetu na speaker povedal, da je odtujil žoge, da je poškodoval tujo lastnino in da ali so, no. Tisto, kaj pa mi je še potem se drl tukaj čez vse mogoče ulice in prostore, pa ne morem ponoviti. Kaj želite? Tudi v zaščito njega, da. Se vam to ne zdi dovolj dober razlog za odstop, gospod župan? Mislim, da ne. Sem razmišljal tudi v to smer. Bilo je veliko teh pobud, pa še bistveno več iz cele Slovenije, da naj s svojim delom nadaljujemo, da ima vsaka medalja 2 plati. Eno ste slišali prej od nekoga, ki ni bil tam, eno pa slišite zdaj. In mislim, da smo dovolj dobrega naredili, je pa to vsekakor ne meni, ne v mestu ponos in se to še enkrat opravičujem. Kako pa komentirate dejstvo koalicijskih partnerjev, na listah kolesarjev in pešcev, da se je pozvalo k odstopu tudi SD, NLS se je vzdržal, gospod Mikl, kako komentirate pač koalicijske, opozicijske odzive na to? Verjetno tudi sami niso imeli vseh informacij, če bi jaz zbral kaj takega, kot se je dalo tukaj trditi, ampak zaenkrat nobeno nasilje ni bilo potrjeno. Bi morda ravno enako, je to njihova seveda svobodna odločitev. Upam, da zdaj smo naredili toliko dobrega skupaj, pred nami je še kar pol leta dela. Mesto se razvija, tudi s pomočjo koalicijskih partnerjev, upam, da bomo še čim bolj dolgo skupaj. Zdaj, oče je napovedal tožbo, kaj boste naredili v primeru, da boste obsojeni? Mislim, da ne bomo obsojeni. Ali ste se srečali torej z tem očetom, ali je bila vajena komunikacija po telefonu? Nisem se srečal, jaz sem mu povedal to in sem potem šel, ker ne vem. Mislim, da so informacije dovolj, da bi bil vesel, če bi dobil takšne informacije, tako drugega, da moji otroci to počnejo. Oče trdi, da se z vami ni pogovarjal. To bo verjetno v sklopu preiskave, če imajo te vire potrjeno, kaj sem jaz njemu povedal po telefonu. Fanta ste fizično in verbalno torej ustavili. Pravite, da ga sicer niste davili, ampak
vseeno ste ga držali za roke, z njo Sem ga, ker je krilo in je bil... Kaj ste s tem sporočili Mariborčanom, da lahko vsak naredi na tak način? Ne, to sigurno ne, ker je fant mladoletni in je kot takšen vsekakor več kot zaščiten in zato se še enkrat opravičujem. Se pa seveda tudi sprašujem, kam ta družba gre, da nekdo, ki je celo vedel, da sem župan, govori takšne besede, ki jih niti ne morem zdaj pred vami izgovoriti, ki v pričo več nas poškoduje tujo lastnino, odtuji vse žoge, katerih ni lastniki, so le namenjene drugim otrokom in ko ga na to upozoriš, si deležen še želijo, ker mislim, da tudi takšnih otrok si ta družba niti ne želi, niti zasluži. Pa je na drugi strani funkcija župana, da reagira na take stvari, tako tudi v preteklosti so bili par takih dogodkov, ki so izstopali. Kot vzgled bi moral opozoriti, ne se ga podotakniti, za kar se opravičujem. Kaj pa tudi... Razumel ste rekli, da se radi se stali. Ta bi bil zelo vesel, tudi z očetom starši, ker jih Dali ste razumem. v zvezi kako pobudo z vaše strani? Zdaj sem je dal, ker nimam drugih kanalov, da bi lahko poklical. Gospod Arsenovič, kaj pa včeraj na Facebooku že zaokrožil video, spet novi protest, ni prvi s temi žogicami, morda odziv na to morda? Ne vem, na prvem jih je bilo zelo malo, verjamem, da si zdaj politični nasprotniki skušajo nabirati svoje točke, ampak potem pa verjetno novembra. Lahko kaj poveste? Včeraj v odzivu za javnost napisali, da ste se srečali s staršem, če se niste, torej Ne, pa jaz ste sem želeli? nisem tega napisal, da sem se srečal z njim. Rekel sem, da ko je fant rekel, da bo poklical svojega očeta, da sem počakal, da se je veza vzpostavila na telefonu in sem očetu povedal to, kar sem že prej povedal tudi vam. Se pa zdaj pojavljajo še neki drugi primeri, v bistvu, ko ljudje javljajo vaše domnevno agresivno ravnanje do otrok, ki so kršili neke predpise ali pa norme. To pa res slišim, razen če namigujete na to, da ščitim varnost v pešconi in se trudim, da tam ne bi bilo skuterjev, ker te urbane prostore ustvarjamo prav zaradi tega, da bi se tam varno srečevali in tam sva skuterji nima kazirati. Takih drugih dogodkov pa ni bilo. Torej ne zaupate redarski službi? Ne pa župana, da ustavlja tudi otroke, mladostnike, ki se torej vozijo skupaj v bistvu. Ko sem se vozil v Nemčiji do Hamburgu, ne vedoč po napačni strani na zelo širokem delu, ki je bil namenjen pešcem, s kolesom so me na to upozarjale tudi vse upokojenke, tam to malo pogrešam v mestu, da bi skupaj skrbeli za te prostore, ki jih ustvarjamo, ali so to zelenice, ali pločniki, ali javni prostori. Mislim, da so od vseh nas in da jih moramo vsi enakomerno ščititi. Zdaj bojda ste imeli še eno srečanje z enim gospodom zaradi napačnega parkiranja, ki naj bi ga vi fotografirali, poslali kazen, poslali to sliko redarski službi, ta je potem dobil kazen. Kako komentirate to zadevo? Ne vem, zakaj gre, tega ne morem komentirati. Če pa kdo kaj narobe kdaj parkiral, pa sem ga vredno to opozoril. Pa ste ga fotografirali pa poslali sliko naprej? Tega se ne spomnim. Ok, najlepša hvala, mislim, da Gospod župan, jaz sem vseeno vam prinesel odstopno izjavo, če boste razmislili, prosim. Sem že razmislil, hvala.